Pozdravljeni! V ponedeljek je v Ormožu potekala okrogla miza z naslovom Pomen zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami, na kateri je sodelovala tudi poslanka dr. Jasna Murgel. Okroglo mizo na temo Pomen zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami je organiziral lokalni odbor SMC Ormož. Osrednja gostja je bila poslanka iz vrst SMC-ja dr. Jasna Murgel, ki je tudi predlagateljica zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami. Zdajšnja pomoč takšnim otrokom v Sloveniji ima številne pomanjkljivosti, je dejala dr. Murgleva in dodala, da pa je največja pomanjkljivost ta, da pomoč ni enakomerno porazdeljena in dostopna vsem, ki bi jo potrebovali, ter da ni urejena v sistem. S svojimi izkušnjami in predlogi so na okrogli mizi sodelovali še Nataša Gregur, univerzitetna diplomirana psihologinja, svetovalka v Ormoškem vrtcu, magistrica Mojca Visenjak, ravnateljica osnovne šole Stanka Vraza Ormož, Dušan Kolarič, doktor medicine, specialist pediater, strokovni vodja zdravstvenega doma Ormož in Mojca Žnidarič, magistrica javne uprave, svetovalka na Zavodu za zaposlovanje Urad za delo Ormož. V Sloveniji je po zadnjih podatkih približno 400 tisoč otrok, starih do 19 let. Kar od 10 do 15 odstotkov, od 40 do 60 tisoč torej, pa se jih rodi z rizičnimi dejavniki v razvoju. Če to številko pomnožimo s številom družinskih članov, dobimo približno desetino prebivalstva Republike Slovenije, ki jo ta zakon zadeva. Ne gre namreč samo za otroka, temveč tudi za celotno družino. Zelo veliko je staršev, in tudi sama sem občutila to na svoji koži, ki kljub temu, da obstajajo elementi zgodnje obravnave in sploh obravnave in določene veliko pravic pač imamo starši in otroci s posebnimi potrebami v sistemu, ampak je veliko stvari, ki niso med seboj dobro povezane in tudi so naravnane najbolj na otroka, na začetku najbolj na zdravstveno obravnavo otroka in ne na podporo družini kot celoti. In osnovni cilj tega zakona je bil zagotoviti podporo družini kot celoti, ki je potem tista osnovna enota, ki podpira in skrbi za tega otroka. In zagotoviti obravnavo otroka in družine celostno in večdisciplinarno in povezati vsa ta področja, torej zdravstvo, kjer se zadeva nekako začne, ko se rodi otrok, in potem vrtec, vzgoja in izobraževanje in center za socialno delo, ki lahko ima kar veliko vlogo v življenju ene družine, ki ima takega otroka. Zdaj, osnovna celica, ki bo skrbela, ki bo obravnavala družino otroka, ki bo imela otroka s posebnimi potrebami, je center za zgodnjo obravnavo. In ko smo razmišljali, kje bi zdaj bil ta center za zgodnjo obravnavo oziroma kateri subjekti bi to prevzeli, je bilo jasno izraženo stališče Ministrstva za zdravje, preko katerega pač se ni dalo iti, da imamo že razvojne ambulante, v katerih se obravnavajo otroci s posebnimi potrebami, in da vse skupaj ne bi zastavili tako, da ne bi moglo biti izvedljivo. Smo se takrat strinjali 2 leti nazaj, ali pa malo več kot 2 leti nazaj, ko smo začeli razmišljati o tem zakonu, smo rekli, dobro, da bi čim lažje pristopili izvajanju tega projekta in da bi omogočili dejansko sprejetje zakona, smo rekli, izkoristimo razvojne ambulante. 21,3 razvojnih ambulant je po podatkih, ki jih imam v obrazložitvi zakona iz 2016. In osnovni problem, ki imamo pri teh ambulantah, je, da so v bistvu sestavljene da so timi v teh razvojnih ambulantah sestavljeni samo iz zdravstvenega osebja, da nimamo niti socialnega delavca, pa niti specialnega ali rehabilitacijskega pedagoga ali karkoli, in da
Na ta način imamo samo zdravstveno obravnavo, ki ni razširjena tudi na druge dve področji in je nekako osnovna zamisel, da se te razvojne ambulante razširijo, da se tim v razvojnih ambulantah, ki bi potem, zakon bo začel 2019 veljati, začele se preoblikovale v centre za zgodnjo obravnavo, v katerih bodo večdisciplinarni timi, torej strokovnjaki ne samo z področja zdravstva, in bodo potem večdisciplinarni timi sestavljali individualni načrt za otroka in družino, oziroma individualni načrt pomoči družini, v katerem bodo vsebovane vse potrebne obravnave za otroka in družino, in ta se bo izvrševal bodisi v razširjeni ambulanti, bodisi v tem centru za zgodnjo obravnavo, bodisi v drugih institucijah, kjer se že zdaj obravnava, ali pa v vrtcu. Vsaka družina bo imela svojega koordinatorja, ki bo del večdisciplinarnega tima, ki bo skrbel za to, da se individualni načrt izvrši, da delo nekako s tem načrtom poteka čim bolj tekoče, torej bo sodeloval z Centrom za socialno delo in tudi z vrtcem, z timom v vrtcu. Pač praktično si predstavljam to, da bo poklical, šel na razgovor tja, poskrbel, da bo stvar tudi realizirana. Vseh teh določb se seveda ne more zapisati v zakon, morajo biti dovolj splošne, ampak ta je mišljen kot nekdo, ki odpravlja to osnovno pomanjkljivost, ki jo imamo zdaj, da Center za socialno delo dela svoje, Zavod za šolstvo dela svoje, razvojna ambulanta dela svoje in v nekaterih, in tu smo pa mi, družina, starši vmes med njimi, prideš tja, vprašaš na Zavodu za šolstvo, če je en uslužbenec zelo prijazen, se še lahko kaj pozanima, pa kaj reče ti, da pač mogoče lahko greš na Center za socialno delo, pa pediater v razvojni ambulanti sodeluje z vrtcem, pa ne vem kaj, take primere dobrih praks tudi imamo, kjer je sodelovanje zelo v redu, ampak imamo pa tudi zelo veliko primerov, ko tega ni, in na ta način smo pač želimo zagotoviti eno rešitev, kjer bo pa to nekako potem urejeno in obvezno, kako naj rečem. Torej, koordinator, tega bo določil zdravnik, največkrat si predstavljam, da bo to socialni delavec, ki bo tudi, kar je zelo pomembno, skrbel za to, da bo družino seznanil z vsemi pravicami, ki jih imajo, pa tudi z dolžnostmi in vsemi možnostmi, ki so še izven tega centra, kakšne so še vse poti, ki jih lahko institucije, na katere se lahko obrnejo, kakšne so še možnosti, ki jih imajo. Torej, tista osnovna oseba, na katero se bo lahko družina, starš obrnila, ki jim bo potem povezovala izvajanje individualnega načrta. Nevladne organizacije, Sonček, Sožitje in druge, ki se posvečajo skrbi za otroke s posebnimi potrebami, z motnjami v duševnem razvoju ali s cerebralno paralizo, si sicer že več kot 20 let prizadevajo za dobro organizirano, multidisciplinarno, v družino usmerjeno zgodnjo obravnavo te skupine otrok. A brez zakonske podlage in pomoči države vsa njihova prizadevanja niso prinesla želenih rezultatov. Letos aprila pa je tako doktorica Jasna Murgel uspela vložiti predlog novega zakona s ciljem zagotoviti varstvo otroka s posebnimi potrebami ter multidisciplinarno obravnavo otroka ter celotne družine s takšnimi otroki. Razširili bomo razvojne ambulante, kjer so ti otroci obravnavani, in zagotovili financiranje strani države za razvojne oddelke vrtcev za otroke s posebnimi potrebami, je še izpostavila poslanka doktorica Murgleva. Društvo upokojencev Miklavž pri Ormožu je bilo organizator tekmovanja v kegljanju s kroglo na vrvici za pokal Pokrajinske zveze društev upokojencev Spodnje Podravje. Za pokal se je potegovalo 17 ženskih in 17 moških ekip.
17 ženskih in 17 moških ekip so sestavljali upokojenci iz društev Miklavž pri Ormožu, Gorišnica, Velika Nedelja, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Cirkovce, Desternik, Ptujska Gora, Ormož, Viden pri Ptuju, Markovci, Majšperk, Turnišče, Kidričevo, Dornava, Rogoznica in Zagojiči. Spremljevalci Vrece je tako v Miklavžu zbralo okrog 200 upokojencev Spodnjega Podravja. Tekmovanje je potekalo na kegljaškem igrišču ob Domu kulture v Miklavžu pri Ormožu. Zbrane je najprej pozdravila predsednica domačega društva Miklavž pri Ormožu Slavica Mihorič, ki je zbrane seznanila s potekom tekmovanja. S pravili pa jih je seznanil Zlatko Rajh iz Društva upokojencev Markovci, ki je pri Pokrajinski zvezi društev upokojencev zadolžen za športno dejavnost. Potem sta spregovorila še Franc Hojnik, predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Spodnje Podravje, in Emil Trstenjak, predsednik krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu. Tekmovalce pa je s svojim nastopom navdušil še kvartet Jeruzalem, ki deluje znotraj domačega društva upokojencev. Prve keglje, kar je pomenilo začetek tekmovanja, sta podrla Franc Hojnik in Emil Trstenjak. V glavnem, organizacija tekmovanja je bila brezhibna. Moram povedati, da imamo pri Miklavžu dober upravni odbor, dobro ekipo upokojencev, ki šteje 18 kegljačev. Moram povedati, da so zelo aktivni, če delamo vsi, potem tudi uspemo. Drugo leto bo društvo upokojencev slavilo 70 let. Se že kaj pripravljate na to obletnico? Ja, smo že začeli malo misliti na tole. V zimskem času bomo začeli z pripravami. In sicer pred 10 leti, ko sem sprejela društvo upokojencev, smo takrat takoj prvo leto slavili 60 let. V teh 10 letih pa se je marsikaj spremenilo. Če pogledamo tukaj v naši okolici, vidimo tale naš prekrasen športni park, ki smo ga praktično povsem obnovili. Predlansko leto smo napravili pokrito kegljišče, tretje kegljišče ponovno tudi obnovili. Cilj naš pa še je, da pokrijemo tretje kegljišče. Mislim, da je drugo leto jeseni to tudi uresničeno. Tako miklavškim upokojencem načrtov ne zmanjka. Seveda pa jih podpira tudi domača krajevna skupnost. Predsednik je tudi nad organizacijo pokrajinskega tekmovanja v kegljanju bil navdušen. Jaz sem prav počaščen, da je to tekmovanje pokrajinsko Spodnjega Podravja tu pri nas, kajti koncev 16 občin se zbrati v našem malem kraju, bi rekel, naši mali krajevni skupnosti, ni enostavno. In seveda organizatorom, kot društvo upokojencev Miklavž, predsednici Mihorič Slavici, vsa čast, kajti koncev imeli so že tudi državno tekmovanje tu, te polregijsko, za Spodnjega Podravja, tako da so stalno aktivni res in zavidam pri teh letah, ne. Seveda je to velik zalogaj za društvo, kako pa krajevna skupnost priskoči na pomoč? Ja, gledajte, sama lokacija je tako od krajevne skupnosti, kot vidite, smo skupaj s skupnimi močmi uredili ta, bi rekel, pravi športni park. Že drugega zdaj tu pri Miklavžu, zraven dvorane, povezava, se pravi logistika je vrhunska. Na ten način pomagamo, pa te skočimo na pomoč Radensko z kakim dobrodelnim vinarjem, da da vino, tako da vse sklopo krajevne skupnosti je to, kar se tiče pa pač denarja ne moremo dati, ker pač v našem finančnem načrtu nimamo teh sredstev, da bi lahko kaj društvu dalo. Pa jim pomagamo z mojo prisotnostjo, člani sveta so tudi se včasih kakšne preditve njihove udeležijo in to je tisto motivacija in pogum za nadaljno delo. No, sicer pa so zelo aktivni, ne, tudi nasplošno v družabnem življenju vaše krajevne skupnosti. Jaz moram reči, da so zdaj drugo najštevilčnejše društvo, kajti
zdaj nedavno nazaj sem slišal na občem zboru, da je to Rdeči križ Vinski vrh, drugi so oni, štejejo čez 240-236 članov. Seveda so zelo aktivni, ne samo na tem področju, tudi na kulturnem. Slišali ste kvartet Jeruzalem, to je sekcija znotraj tega društva, potem imajo čudovite izdelke iz aktiv žena ali pa spretne roke, kako se imenujejo, tudi pletenje, kvačkanje in take stvari, tudi grejo, bi rekel, pomagajo na humanitarnih stvareh. Vem, da so imeli predstavitev v bolnišnici Ptuju, tako da res šah je, aktivnost je na vrhuncu. Jaz bi rekel tako, pri teh letih bi nekaj drugega pričakoval, pač nekje, da se sedeš, uživaš, oni pa ne. Pravi športniki so z duhom pa z telesom. Čestitam jim, nimam kaj drugo reči. Seveda so kegljačem z podravskih društev upokojencev takšna tekmovanja možnost za druženja, pa tudi tekmovalno vzdušje dobro dene. Sploh pa jim to vrstna dejavnost veliko pomeni. Zelo dosta. Najprej upokojenci smo v tej sivi dobi našega življenja, je treba se družiti, treba se gibati. In to je osnova teh tekmovanj. In tega se zelo radi udeležujemo. No, kegljanje je torej ena športna panoga, s čim pa se še drugim ukvarjate upokojenci v Središču? V našem društvu še imamo balinanje, pozimi pa kartamo. To pomeni, da ste vedno aktivni, vedno se kaj dogaja. To, kar se športa tiče. Posebej pa še imajo ženske svoje aktivnosti, ki jih je niti ne vem naštete. Vas veselijo takšne aktivnosti, radi pridete? Radi prihajamo, ja. Kaj pa sicer počnete upokojenci na Vidmu? Družimo se, imamo 7 ekip, keglaških občini Videm imamo 7 ekip, Lancova vas, Videm, Pobrežje, Vareja, Sela pa Pobrežje. To pomeni, Leskovec, ja. Tako da med sabo tekmujemo. kaj pa sicer počnete upokojenci razen športnih dejavnosti? Imamo še razna združenja, imamo tudi gasilci, se tudi družimo, tako da je Torej raznolike. vam ni dolg čas. Ne. Kaj pa ženske upokojenke počnete, se tudi kaj posebej družite? Imamo, kuhajo, no, aktiv žena je Lancova vas pa Videm. Vam je mogoče znano, koliko vas pravzaprav je v občinski zvezi Videm pri Ptuju? Upokojencev prek 400. To pomeni lepa številka. Lepa številka, ja. Aha. In kaj vam pomeni udeležba na takšnem tekmovanju, kot ste danes tukaj pri Miklavžu? Ja, čim boljše rezultate. Torej si želite, ste trenirali veliko? Veliko, ja. Imate tudi 2 ekipi, moško in žensko? Obe ekipe, ja, moško in žensko. No in kako trenirate, kolikokrat na teden? Imamo treninge 2-krat, pa 1-krat tekmovanje. To pomeni, je živahno. Živahno, ja. Vaša ekipa je že odmetala. Ja, No in kako ste zadovoljni? jaz sem, To pomeni, da vam je dobro šlo. kako teko, ja. No, verjamem, da najbrž rezultati niso najbrž tako zelo pomembni. Ne, pa včasih ne, da pač ne. Včasih najboljšemu se zgodi, ko namra teko nametati, kako bi si želel, ne. In kaj vam sicer pomeni, vam osebno, takšno druženje, ukvarjanje s športom? Dosti mi pomeni. Jaz sem vsa posod, kaj je. No, v katerih dejavnostih ste vse zraven? Pri upokojenci, pri Rdečem križu, vse, kaj imaš tu, če se vozim sama, te mi to gre, ne. Kaj se lahko samo palom, če se ne bi vozila, te bi težje bilo, ne. Kaj pa sicer takšna druženja vas upokojencev tukaj pri Miklavžu? Vem, da ženske tudi z ročnimi deli se ukvarjate. Ja, to tudi. Pa nisem vsega mogla začeti tudi. Kaj doma tudi nekaj treba napraviti. Gospod Hojnik, takšna srečanja seveda so velikega pomena za upokojence. Na kakšen način Pokrajinska zveza takšna druženja podpira? Pokrajinska zveza z organizacijo
z tistimi osnovnimi nekimi sredstvi, ki jih ima recimo za taka srečanja, prevoze pokriva za državno prvenstvo, potem pokale pokriva, ne. Minimalna sredstva, ki jih ima, jih razdaljuje, ne. In jih tudi dobi v ta namen za šport, za rekreacijo, potem sredstva za kulturo, tudi tam je minimalno, ne, tako da. To je to. No, torej gre za konkretno pomoč, pa najbrž tudi za moralno, ne, s strani zveze. Moralno, to je pa največje, ne. Moralno to spodbujamo vse posod, od društva do društva gremo in jih zanimiramo, da se pripravijo in da skupine oziroma ekipe pripravijo tako, da lahko tekmujemo. No, zmagovalci oziroma prve 3 ekipe, moške in 3 ženske, bodo danes prejele pokale. Gre torej to za pokale Pokrajinske zveze? Pokale, tako je, pokale Pokrajinske zveze in prvi od teh 3, in od ženske in od moške ekipe, prvi gre na državno prvenstvo. Blizu 200 upokojencev Spodnjega Podravja je tako v Miklavžu skupaj preživelo pestro dopoldne. Gostitelji so poskrbeli za jedačo in pijačo, ogled kraja in goste popeljali tudi na ogled domačega gasilskega muzeja. Med moškimi ekipami so pokale prejele ekipe Kidričevo, Lovrenc in Zagojiči. Med ženskami Ptujska Gora, Sveti Tomaž in Majšperk. Posamezno pa so se najboljše odrezali Branko Peršuh iz Društva upokojencev Majšperk, Drago Kmetec iz Društva upokojencev Cirkovce, Milan Štumberger iz Društva upokojencev Dornava. Marta Premožič iz Društva upokojencev Sveti Tomaž je bila najboljša med ženskami. Trezika Drevenšek iz Društva upokojencev Ptujska Gora je bila druga. Na 3. mestu pa je pristala Malčka Kokol iz Društva upokojencev Kidričevo. Letošnje 33. srečanje upokojencev Medobčinske zveze društev upokojencev Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž je organiziralo Društvo upokojencev Ormož, ki letos praznuje 70 let delovanja. Zbralo se je čez 600 upokojencev. Srečanje je potekalo v šotoru na parkirišču ob Stari komunali. Zbralo se je čez 600 upokojencev vseh 3 občin in številni gostje. Župan Ormoža Alojz Sok, podžupan in nekdanji predsednik Medobčinske zveze društev upokojencev Mirko Novak, župan Svetega Tomaža Mirko Cvetko, podžupan Središča ob Dravi Roman Medik, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik, predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Franc Hojnik, direktorica hotela Delfin Vizoli Nina Golob in predstavnika Društva upokojencev Cestica iz Hrvaške Stjepan Kovačič in Stanko Korotaj. Vsi gostje so zbrane v šotoru pozdravili, slavnostni govornik pa je bil Janez Sušnik, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, ki je izpostavil velik pomen vključevanja upokojencev v splošno družbeno življenje. Društvo upokojencev Ormož pa je ob 70. obletnici delovanja izročil zlato plaketo Zveze društev upokojencev Slovenije. V svojem pozdravnem govoru je med drugim dejal: Upokojenske organizacije in upokojenci imamo kar veliko posla. Največ se zanesemo na te osnovna društva upokojencev, ki počnejo tisto, kar ljudem paše. Ali se ukvarjajo s športom, ali se ukvarjajo s kulturo, ali se ukvarjajo z humanitarno zadevo, to je vse za pozdraviti. Seveda vse više formacije, kot je pokrajina, je pa namenjeno organizaciji teh društev, ZDUS pa deluje na nivoju države, tako pri usklajevanju s poslanskimi skupinami, zakonov in podobne zadeve. Tako da je splošen položaj, ki ga imamo in za katerega se zavzemamo, je gmotni položaj upokojencev, ki je izredno slab. In če bo taka politika glede plač, ki jih ljudje zaslužijo danes, bojo pokojnine še slabše. Zato je naša zadeva, da tudi na tem področju, na teh minimalnih plačah nekaj premaknemo. Druga zadeva, kar je tudi pomembna, je zdravje. Poglejte, kar nekaj časa že teče zdravstvena zakonodaja, pa
pa ne pridemo do konca. Težko vam obljubim, da bomo sploh prišli v tem mandatu te vlade do konca, da se bo zdravstvena zakonodaja sploh zapeljala in tudi začela delovati. To je tudi naša velika skrb. Veliko se temu posvečamo pozornost in to je vse za nas, ki smo starejši, ki to posebej potrebujemo. Gmotni položaj, zdravstvo, sociala, to so 3 veje. Potem je pa že humanitarno področje. Tudi na vašem delu je veliko delovanja starejših za starejše, ker poskušamo pomagati en drugemu. To je bistveno pomembno. Gospa predsednica, tukaj izročam to plaketo. Zbrane pa je uvodoma pozdravila predsednica Društva upokojencev Ormož, sicer tudi tajnica Medobčinske zveze društev upokojencev Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, Danica Majč, in predstavila zgodovino Društva upokojencev Ormož. Društvo upokojencev Ormož je bilo ustanovljeno davnega leta 1947. Pisni dokumenti društva so ohranjeni od leta 1970 dalje. Leta 1970 je društvo delovalo pod naslovom Društvo upokojencev Slovenije, podružnica Ormož. Štelo je 540 članov in je vključevalo upokojence takratne celotne občine Ormož, torej z krajevnimi odbori. 23. novembra 1975 je bil ustanovni občni zbor zaradi reorganizacije iz prejšnje podružnice Društva upokojencev se je ustanovilo Društvo upokojencev Ormož z sedežem v Ormožu, ki je bilo v sklopu Zveze društev upokojencev Ljubljana. Društvo upokojencev Ormož je takrat imelo prostore na Ptujski cesti 23. Zaradi visoke najemnine in prostorske stiske so se leta 1979 začeli pogovori o novih prostorih. Z izgradnjo stavbe v ulici dr. Hrovata 8 je dobilo društvo nove prostore, v katerih še vedno domujemo. Sicer se selimo po hiši, vendar gledamo, da vedno na boljše. Leta 1990 je bilo organizirano letovanje prvič v upokojenskem hotelu Delfin v Izoli, kamor se še vedno radi vračamo. Istega leta so začeli tudi športne aktivnosti, viseče kegljanje, balinanje, strelstvo, kar pa smo naknadno nadgradili še s pikadom, ribolovom in telovadbo, zanimanje za strelstvo pa je upadlo. 15. junija 1997 je bila proslava 50-letnice Društva upokojencev Ormož in razvitje društvenega praporja. In ker so bili takrat boljši časi, je bilo donatorjev toliko, da vsi žebljički nimajo prostora na drogo praporja. Društvo upokojencev Ormož je od leta 1984 včlanjeno v Medobčinsko zvezo društev upokojencev Ormož, takratno zvezo društev upokojencev Ormož. Leta 2002 pa se je Društvo upokojencev Ormož včlanilo v novo ustanovljeno pokrajinsko zvezo društev upokojencev Spodnje Podravje Ptuj. Društvo upokojencev Ormož ima trenutno 430 članov, na žalost in razočaranje pa članstvo iz leta v leto upada, to pa ne samo pri nas, s tem se srečujejo tudi v drugih društvih in v kompletni zvezi. Sveži upokojenci se ne vključujejo, starejši člani umirajo, najlažje je prodajati ideje iz varne razdalje in se ne izpostavljati. Članom društva skušamo nuditi največ, kar lahko, vendar vedno je želja več, kot se jih lahko realizira, kajti naš edini prihodek je članarina.
V pestrem kulturnem programu so nastopili učenci osnovne šole Ormož, mlajši pevski zbor Mali muzikanti, mlajši recitatorski krožek in mlajša folklorna skupina pod mentorstvom Irene Blagovič, Aleksandre Kociper in Darje Horvat. Zapela je skupina Lavarja, ki jo sestavljajo velikonedeljske devetošolke Lara, Eva in Gloria. Nastopili pa so tudi folklorna skupina Društva upokojencev Sveti Tomaž in kvartet Jeruzalem iz Društva upokojencev Miklavž pri Ormožu. Ob 70. obletnici Društva upokojencev Ormož sta predsednica Danica Majč in podpredsednik Mijo Kurpes zaslužnim članom podelila priznanja, ki so jih prejeli. Milan Zore za vodenje društva od leta 1991 do 2011, Andrej Pučko za vodenje društva od leta 2011 do 2015, 99-letna Pavla Lah kot najstarejša članica društva in Ivan Leskovar z najdaljšim stažem v društvu. Tajnica Medobčinske zveze Danica Majč in predsednik Medobčinske zveze Stanko Pignar pa sta zaslužnim članom podelila tudi priznanja, ki jih podeljuje Medobčinska zveza. Letos so jih prejeli Ivanka Lukič iz Društva upokojencev Ivanjkovci, Zdravko Hlebec iz Društva upokojencev Kok, Karel Pavšner iz Društva upokojencev Miklavž pri Ormožu, Darinka Rakovec iz Društva upokojencev Ormož, Ida Sladnjak iz Društva upokojencev Podgorci, Alenka Horvat iz Društva upokojencev Središče ob Dravi, France Zelenjak iz Društva upokojencev Sveti Tomaž in Danilo Furjan iz Društva upokojencev Velika nedelja. Del slovesnosti pa je bila tudi izmenjava listine o sodelovanju. Namreč društvi upokojencev Ormož in Cestica sta sklenili, da glede na siceršnje dobre odnose sodelovanje še poglobijo, tako na športnem, kulturnem in družabnem področju. Na koncu uradnega dela je spregovoril še predsednik Medobčinske zveze Stanko Pignar, ki je v svojem govoru izpostavil odlično sodelovanje društev, sploh pa odlične rezultate vseh društev na športnem področju. Med športnimi panogami je kegljanje s kroglo na vrvici še vedno najmnožičnejša aktivnost, ki na vseh tekmovanjih združi največ tekmovalcev. Sicer pa so upokojenci v vseh treh občinah aktivni v vseh sferah družabnega življenja in pomemben člen pri načrtovanju prihodnosti, je še dodal predsednik. Po uradnem delu srečanja je sledilo skupno kosilo in veselo druženje ob zvokih tria Polet. Med številnimi dejavnostmi v okviru tedna vseživljenjskega učenja je bila tudi peka rogljičev v Ormoškem varstveno-delovnem centru. Zbrani so preizkušali svoje kuharske sposobnosti pod mentorstvom prostovoljke Anite Novak. Teden vseživljenjskega učenja na Ljudski univerzi Ormož obeležujejo s preko 50 dogodki s okoli 30 različnimi organizatorji. Med temi je bila tudi peka rogljičev, ki so jo pripravili v Ormoškem varstveno-delovnem centru in na dogodek povabili vse, ki jih peka rogljičev ali kot rečemo po domače, peka klipičev zanima. In tako se je v kuhinji varstveno-delovnega centra veselo delalo že od 10. ure naprej. Danes imamo peko rogljičev, delavnico na VDC Ormožu, kjer so nas prijazno povabili v svoje prostore in nam bodo izdali verjetno kako skrivnost svojih receptov. No, gre seveda za teden vseživljenjskega učenja oziroma za eno izmed dejavnosti. Kaj pa sicer to vse skupaj pomeni? Ja, tako ste rekli, gre za dogodek oziroma za sklop dogodkov teden vseživljenjskega učenja, ki že od 12. maja poteka v Sloveniji. Gre za najvidnejšo promocijo na področju izobraževanja, pač ne samo formalnega, tudi tako danes neformalno in podobno. Glavni
organizator, koordinator je Andragoški center Slovenije. Ljudska univerza Ormož že vrsto let tudi v tem projektu sodeluje, kar pa je tudi za nas zelo pomembno. Smo že drugo leto koordinator za Spodnje Podravje in smo povabili več kot 25 predstavnikov, posameznikov, podjetij, raznih inštitucij, ki nam lahko ponudijo in ki so pripravili, ki izvajajo razne delavnice, izobraževanja, odprejo svoja vrata, da vidimo tudi, kaj se znotraj dogaja. No, v glavnem, vsi radi sodelujejo. Je bil kdo, ki je rekel, ne bom sodeloval? Pa ne, absolutno je to ena priložnost, da se predstaviš, da se pokažeš, da sodeluješ, da opozoriš nase in mislim, da je vsakemu v interesu, ne samo posamezniku, tudi pač vsem ostalim podjetjem in pa institucijam. Razen strokovnih sodelavcev je zbrane v delo vpeljala prostovoljka Anita Novak. Anita pravi, da delo poteka odlično, saj ima odlične pomočnike. Super so, super pomočniki, take bi si vsaka gospodinja želela svoji kuhinji, res so odlični, sploh me niso pustili zraven, tako da res, hvala vam. No, predstavljam si, da je vsak imel določeno nalogo, ne? Ja, naloge so si sami porazdelili, eni so rezali, eni so zavijali, eni so mazali z jajčkom, drugi so davali gor ali sezam, sol, šunko, sir, tako da res je šlo ko po tekočem traku. No, klipiči so zelo okusni. S koliko kilogramov moke pa ste jih naredili? Ja, to zdaj imamo 2 kilogram, 1 kilogram še nas tu čaka, da še ga povaljamo, naredimo, tako da še bomo imeli malo veselja. In dela najbrž, ne? Ja, tudi malo, ja. No, kaj se dogaja, Jani? Gaja se te prostovoljka, ne? Nas veči te kifliče pečte, pa kak se dela, ne? Pa kak se mesi, ne? No in kak ti gre? Meni je lepo. No, drugače tudi kdaj tako, kaj primeš za kuhačo in skuhaj? Tu? Ja, tu ali pa doma? Je tudi doma, ja. Tudi. To pomeni, da ti kar gre kuhanje? Ja. Res ali se hecaš? Ja. Da se vsi se učimo, ne? Tako je. Učiti se je treba, ne? Ja, treba se učiti, ne? Lep predpasnik imaš. Hvala. No in kje ste dobili te lepe predpasnike? Ja, te lepe predpasnike so pa zasluga naše mentorice, gospe Zinke. Tako da so nastali v naši eni izmed delavnic, enem izmed delovnih prostorov in smo se nekako jih odločili danes prvič nadeti na sebe na tej delavnici, kjer nastajajo knipiči in pa razne mojstrovine izpod prstov mojih kolegov. Delavnico pa vodi gospa Anita Novak. Super, no in kako je šlo tebi od rok delo? Mislim, da dobro, noben nič ni rekel, da ne bi bilo kaj v redu. Res, da smo stopili skupaj, začeli smo z delom že rano zjutraj, takoj po prihodu gospe Anite, ki to delavnico tudi vodi, okrog 7:30 zjutraj. Tako da pričakujem, da bo danes še kar pestro, ne? Veliko ste jih že spekli, ne? Ste jih tudi pojedli toliko? Na to glih ne, ker drugače ne bi imeli kaj ponuditi, ker je treba danes, smo rekli, smo se odločili organizirati dan odprtih vrat, ne? Pa da se malo predstavimo navzven, pa povemo drugim, da smo, da delamo, da živimo. No, kakšen pa je recept za te vaše klipiče? Si si zapomnila, si si zapisala? Ne, to pa so po moje skrivnosti kuharskih mojstrov. O ja, dobro si se znašla, kar se tiče odgovora. Fino, hvala lepa za izjavo. Malenkost ni za kaj. Miran, kako je šlo? Vidim, predpasnik ti odlično paše.
Ja, super. Se rad ukvarjaš s kuhanjem in s takšnimi stvarmi? Ja, Torej, danes nisi prvič kot kuhar tukaj. ne. No in morda nam lahko ti zaupaš vsaj malo tega recepta? Ne vem na pamet. Vas je mentorica najbrž vodila, ne? Ja. No in kakšna je bila tvoja naloga? Da sem tote ne povabilo testo lepo. Se pravi, povaljaš jih, ne? Povaljaš testo. Potem pa se lepo daš pečico in se pečejo. Poskusil si že najbrž, ne? In so ti dobri? Super. Fino, hvala lepa. Kako pa so ti sicer všeč takšna druženja? V redu, super. Ko nas je tako nekaj pride od zunaj, ne? Malo pogledati, kaj se dogaja pri vas, ne? Kaj pa sicer počneš tukaj? Objemke delamo. Torej, vedno se najde delo. Ja. Pravzaprav je za ormoški varstveni delovni center bil Pekar Ogličev le še en delovni dan, ampak toliko posebnejši, ker se jim je pri delu imela možnost priključiti zainteresirana javnost. Vsi torej, ki se radi kaj novega naučijo in jih veseli timsko delo. To pa je tudi bistvo vseživljenjskega učenja. Društvo Kočijaž Loperšice je v soboto ob Vaškem domu v Pušencih že 6. organiziralo srečanje kočijažev. Srečanja se je udeležilo 20 kočij od blizu in daleč. Društvo Kočijaž Loperšice je letos organiziralo 6. srečanje kočijažev in konjarjev, kar je le ena od aktivnosti društva. Gre pa za vračilo gostoljubja, ki so ga deležni na takšnih in podobnih srečanjih drugod. Ja, konjari se radi družimo in mi gremo med vse društva v Sloveniji do Celja, Radgone, gremo na Hrvatsko od Čakovca, Zelendvora, Križevci, za vsemi se družimo in oni vsi pridejo k nam. In kakšen imate program za danes? Danes je program od 10. ure do 12. imamo zbiranje, vpis društev, jahačev, malica, ob 12. gremo na kočije in se peljemo čez Hrdek, Ormož nazaj Pušenci. Pol 2 je prvo tekmovanje z 2 vprego in da je ta 2 vprega konča, gre 1 vprega, po 1 vpregi pa grejo jahači. Seveda najboljši prejmejo na koncu pokale. Za kakšne pokale gre? To so malo tolažilni pokali, tako da imajo spomin, pa da vejo, katero leto je, pa kdaj smo se družili. Koliko se vas je danes tukaj zbralo, konjarov? Konjarov nas je dosta, ne morem zdaj reči točno število, ker nisem preštel. Dosta je s Hrvatske, z Brebrovnika, od Ptuja so prišle kočije, tako da nas je precej. Skupaj smo potem našteli 20 kočij, ki so se ena za drugo najprej zapeljale na panoramsko vožnjo. Pot jih je od Vaškega doma v Pušencih vodila po Pekarniški cesti, potem po Ljutomerski cesti na Hrdek, kjer je bila kratka postojanka. Družina Slavka Petka namreč vsako leto poskrbi, da potniki na kočijah ne potujejo žejni. Je pa to tudi priložnost, da se spočijejo konji. Do Hrdeka so namreč že prevozili vsaj 2 kilometra. Potem karavana kočij krene naprej po Dobravski cesti do Kapele in po Ptujski cesti skozi center Ormoža, nazaj po Ljutomerski in Pekarniški cesti v Pušence. Karavana je seveda prava paša za oči, sploh pa prijeten uvod v druženje. Druženje že 4. leto poteka ob Vaškem domu v Pušencih. Prvo leto so ga organizirali na Humo, drugo leto v Loperšicah, a se je izkazalo, da je zadnja lokacija najprimernejša, da se lahko primerno poskrbi tako za goste kot za konje. Srečanje o pomoči nekaterih prostovoljcev pripravijo člani društva Kočijaž sami. Članov je vse več, pove predsednik. Naši člani so bili ustanovni člani, bilo nas je najprej 22, zdaj nas je 34, zdaj so mladi prišli zraven in mislim, da bo društvo uspelo, če bo tako šlo naprej. Je društvo bilo tudi vzor komu, recimo, da si je nabavil konja? Ne, to so bolj, kako bi to rekel,
ki imamo radi konje, ne? Da žimi delamo, da se vozimo žimi, da jašemo, da ne bo vse prepalo, kako je to že marsikaj prepalo. Ne? No, čeprav razumem, večina vas torej ima konje iz ljubezni do konjev, ne? Nimate jih več za delo. Ne, vsi imamo konje za svojo dušo, kako se to reče po domačem, ne? In mislim, da še da jih več v našem društvu. No in kakšna je to ljubezen do konja? Glejte, za mene je to ena posebna ljubezen, ker kdaj jaz s konjem delam, jaz se sprostim. Če stojim ob konju, jaz se sprostim. To je ljubezen do konja. Torej gre za eno posebno vrsto ljubezni. Kako pa jo negujete, recimo, to ljubezen? Kako jo negujemo? Dosta moraš delati s konjem, da te žival spozna, da ti dela, kaj ti hočeš, da ti ne stoji, da se ne boji. Konj mora priti k tebi, te veš, da ti zaupa. Koliko konjev imate doma? Mi zdaj imamo metalno konja, pa kobilo, pa še mislimo nekaj nabaviti. Tudi kočijo, seveda. Kočijo pa obvezno, ker to smo kočijaši. Koliko kočij je pri hiši? Pri hiši je samo ena kočija, maratonka, pa en voz za učenje konjev, tako da te moramo malo maratonko šparati, ker ne bi prišlo do velikih trenij, nekaj, da začneš konja učiti, je včasih nevola. Ne? Predvsem na ljubezen se nič manj kot ljudje lahko odzove tudi konj, ki se najverjetneje iz ljubezni do svojega lastnika oziroma lastnice tudi marsikaj nauči. Dokaz za to je bil prisrčen nastop Tamare Hočevar in njenega baruja. Tamara bo popravila nalogo. Tamara ne popušča, baru pa tudi ne. Evo, bravo, zdaj pa aplauz za baruja. Evo, Tamara bo prečitala hitro knjigo. Oba čitata, gledajte, kako sta vrihtna. Baru zna čitati, bravo Tamara. Bravo, bravo, Baru. Lahko ploskate, lahko ploskate. Morje pa si zamislite, dobro? Bravo, Tamara. Ma, kjer je kako kremo hitro, kaj namažete? Odlično. Baru dobi posladek za pravilno izpravljeno nalogo. Baru je tudi malo na hrbti. Odlično. Evo, Baru je stegni nogo. A, ste ga videli? Bravo, Tamara. Dobro. Odlično, Tamara, svojim barujem. Priklon, baruja. Bravo. Čestitke. Čestitke. Urški Hočevar, bravo, bravo. Čestitke Urški.
Čestitke Urški in čestitke Tamari. Zanimiv prikaz dresure je navdušil prisotne, ki pa so se predtem navduševali tudi nad spretnostnimi vožnjami dvo- in enovprek, ter nad spretnostjo konj v običajnih disciplinah. Tudi letos je župan Alojz Sok pripravil sprejem za odličnjake. Sprejem je potekal v Ormoškem gradu. Sprejem se je začel s kulturnim programom, kar je dogodek naredilo še slavnejši. Nato pa je odličnjake, njihove učitelje, ravnatelje in starše nagovoril župan. Čestitev jim je za uspeh in zaželel veliko uspeha tudi na nadaljnjih šolskih poteh in v življenju. Potem pa kot vsako leto vam tudi iskreno čestitam za vaš odličen rezultat, pomeni odličen uspeh skozi vsa šolska leta, ki ste jih prebili na osnovni šoli. To pomeni, da ste morali biti pridni, da ste morali se veliko učiti, pa seveda tudi to, da ste primerno navdarjeni, ker eno in drugo je potrebno. Se pravi, biti ti dano in potem tudi, če še svoj delež sam vložiš zraven, potem je na koncu rezultat. In potem so veseli najprej seveda vi sami, ki ste to dosegli, potem seveda vaši starši, mame, ati, pa tudi dedeki in babice smo veseli, če so otroci pridni pa odlični, pa seveda tudi na koncu vsi tisti, ki so se skozi šolski sistem z vami trudili in jim je na koncu tudi dober rezultat, najboljše plačilo za njihovo delo. Vsi odličnjaki so za nagrado prejeli knjigo Duša slovenska in celo poletne vstopnice za ormoško kopališče, ki jim bodo najbrž prav prišle za poletno osvežitev v času počitnic. V vseh 4 osnovnih šolah je bilo skupaj 21 tistih, ki so vsa leta bili odlični. Iz osnovne šole Ormož jih je bilo 10, iz osnovne šole Ivanjkovci 1 učenka, iz osnovne šole Miklavž pri Ormožu 2 učenca in iz osnovne šole Velika Nedelja 8 učencev. Verjeti je, da so za odličen uspeh vložili veliko truda, sploh pa so to mladi, ki vedo biti pridni na vseh področjih. Po zaključeni osnovni šoli se odpravljajo na nove šolske poti in novim izzivom na pot. Ampak pri tem jih čakajo še dolge, vroče počitnice. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika Nedelja tudi letos pripravlja predstavo na prostem z naslovom Ulica žalostnih obrazov. Premiera bo že to soboto, 17. junija ob 19:30 uri. Gre še za eno sproščujočo komedijo, ki smo jih vajeni, ko se odpravimo na ogled gledališke predstave na prostem v Veliko nedeljo. Ja, kot ste dejali, tudi letos je to komedija na prostem. Naslov je letos dokaj nenavaden in sicer Ulica
žalostnih obrazov. Zdaj, zakaj ravno tak naslov, bo pač treba priti pogledat. Je pa seveda to klasična komedija, dogaja se na prostem, vidimo za nami so kulise, sicer niso še popolnoma izgotovljene, kajti to so zdaj šele vaje, pa vendarle na premieri, ki bo v soboto 17. junija ob 7:30 zvečer, bo vse kot mora biti. Vi ste avtor teksta, najbrž scenarija in tudi režiser. Odkot pa jemljete pravzaprav? Torej, kot ponavadi jemljemo snov iz vsakodnevnega življenja. Vse to se dogaja, sicer ponavadi v manj zabavni in smešni obliki, kot vidimo na naši igri. Za nami je dokaj pestro, tako da tudi meni gre na smeh. Sicer pa je veliko, res veliko, zelo veliko štosov, torej priložnosti za smeh in gledalci, ki bodo prišli, se bodo res od srca nasmejali. Že mi, ki smo tukaj prisotni na vaji, smo se nasmejali do solz. Za nami se dogaja prizor, ko pride na obisk Nemec. Kaj se pravzaprav, zakaj je sploh prišel na obisk? Franci, torej Julčka, Repinclova Julčka, kot ji rečemo, stanuje na vasi, seveda v Prlekiji. Vas je Vudina ali Vudina po prleško. In ker je šerka v Mariboru, za nekaj dni odhaja ali pa nekaj mesecev je odšla k njej na obisk. No in ker je Franci v enem podjetju v službi dobil na obisk enega nemškega poslovnega partnerja in trenutno je ravno pri njih na obisku. Nobeden od njih ne ve nemško, edino tašča oziroma torej Julčka, ona misli, da ve nemško oziroma je zelo samozavestna. Ampak to je samo eden od prizorov, ki jih je veliko. Veliko se dogaja na vasi, v Julčkini hiši, ki ste jo verjetno tudi že posneli, tudi tu v Mariboru in priložnosti za smeh, kot smo torej rekli, je zelo veliko. Dobar dan! Kaj je kdo doma? Kje so opet vsi? Kommen Sie, Hans, kommen! Danke, danke. Das ist unsere neue stanovanje. Stanovanje? Was ist stanovanje? Das ist stanovanje, das. Guten Tag, Hans. Dobar dan, Marica. Reče se dober den, reče se guten Tag. Ist schon gut. Guten Ist schon gut. Sitzen. Danke. Franci, ja grem po babu, ker je spoznala gospoda. Pa pusti Zmaja. Was? Nichts. Zmaja, was ist Zmaja? Zmaj ist nicht. Meine Tochter ist Zmaj. Ah, Zmaj. Das ist unsere... das ist Zmaj. Kaj si rekel? Nein, nicht Zmaj. Das ist unsere Baba. Kaj mu te praviš, kaj sem baba, sama te vidi, kaj sem ne det. Oh, Sie sind so groß. Wie eine schöne junge Frau. Schön, sehr schön. Mama, pa kaj to delate? Pa kaj ne vidiš, kak je objavlja? Ist schon gut. Zdaj pa sem ta ne pogute, pohrtite si. Was? Ne vena, taba bom, taba. Entschuldigen, Hans, entschuldigen. Sitzen. Danke. Franci, veš, ko in ti po vinu, jaz sem mu nekaj za večerjo pripravila. Nika ti da lepo kupice na mizo, Julija ti pa ne vodi pomoč. Marica, pa dene notri 3 žlice sladka paprika, pa malo prevre. Ja, bom, vrede. Smeh je pol zdravja, menijo v kulturnem društvu Simon Gregorčič Velika nedelja. To je pa tudi vodilo njihovemu vztrajnemu delu. Tako kot običajno je v pripravo predstave vključenih večina članov kulturnega društva. 22 igralcev ima tekst, torej vseh 22 je seveda ozvočenih, kot rečemo po domače, oziroma imajo torej na glavni profesionalni mikrofon, tako da je slišnost zvoka zelo dobra. 22 je torej takšnih, potem pa so še statisti, pa seveda tehniki in pa vso spremno osebje, tako da nas je vseh tam nekje blizu 70. V glavnem, idej vam ne zmanjka, vam kot pisatelju tekstov? Zaenkrat še ne, upam, da bo še nekaj časa tako ostalo in upam seveda, da bo do gledalci tudi z letošnjo komedijo pri Veliki nedelji na prostem, kot ponavadi, tudi letos zadovoljni.
Zaenkrat načrtujejo 5 predstav, premiera bo že to soboto, ponovitve pa še naslednji dan v nedeljo, ter potem še naslednji vikend 23., 24. in 25. junija. Vse predstave se bodo začele ob 7:30 zvečer. Lokacija je znana, med gradom in cerkvijo pri Veliki nedelji. Vstopnice po 8 ali 4 evre boste lahko kupili uro pred predstavo. Za konec pa še med ljudske pevce in godce, ki so se na pobudo kulturnega društva Obrež pred kratkim srečali v dvorani Sokolana v središču ob Dravi. Zbralo se je 11 skupin. Večer ljudskih pevcev in godcev, ki ga organizirajo ljudski pevci kulturnega društva Obrež, je postal že tradicionalna prireditev, na kateri se srečujejo ljudski pevci in godci iz okolice. Prireditev pa je postala prepoznavna tudi med ljubitelji ljudskega petja, saj so tudi tokrat napolnili Sokolano v središču ob Dravi. Uvodoma so zapeli gostitelji, ljudski pevci kulturnega društva Obrež. Potem pa so zapele ljudske pevke Društva gospodinj iz Vitomarcev. Sledil je nastop ljudskih pevk iz kulturnega društva Tepanje. Na odru središke Sokolane sta nastopili le 2, čeprav je v skupini še več pevcev. Prvič pa so bili gostje na srečanju, ki ga organizirajo obreški ljudski pevci, pevci Društva upokojencev iz Turnišča pri Ptuju. Skupina ima 13-letno tradicijo, med vrsto svojih nastopov pa so seveda radi prišli tudi na naš konec. Tam, kjer moja
Tukaj pa so tudi ljudski pevci kulturnega društva Franca Ksaura Meška Sveti Tomaž, ki letos slavijo 30. obletnico delovanja. Med nastopajočimi so bile tudi sestre Nedeljko, ki so na središkem odru redne gostje. S svojim nastopom pa razveselijo itak povsod, kjer se pojavijo. Drugič pa so v središču nastopili ljudski pevci kulturnega društva Janeščuk iz Vučje vasi. Skupina deluje 10 let in veliko nastopa. Skupino ljudskih pevcev kulturno-prosvetnega društva Stane Petrič Hajdina pa sestavljajo sami moški. Skupina je znana kot koledniki. Sveti trije kralji in Božič je njihov čas, pravijo. Prvič pa so na odru Središke Sokolane nastopili mejaši iz Repišč pri Zgornjem Leskovcu. Tudi mejaši so navdušili. Sledil je nastop tria Porini pa počini, starih znancev domačih odrov. Potem so nastopili še domačini, večno zeleni asparagosi. Za konec pa je nastopila še skupina Metuljček, ki je, kot je bilo povedano, svoj tokratni nastop posvetila svojemu dolgoletnemu članu Janku Nemcu, ki je v skupini sodeloval kar 14 let.
Na koncu pa so vsi nastopajoči zapeli še skupaj in si obljubili, da pa se drugo leto spet srečajo v središču. Še prej pa najbrž na kakšnem gostovanju drugje. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Včlanite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Dobar den. Ja, Micika, kaj te delaš tu? Hodi, Vinko, hodi. Tu je center ponovne uporabe. Veš, kaj vse moje obleke sem si kupila šal, jenko, bluzo, mantel, žulje. Pogledaj, kakšne lepe, pa vse samo za 10 evrov. Hodi, kaj sem tam nekaj kupila, gledaj, mantel paše. Ti vidi? Si vredi, ne? Ja, te pa tak vredi, ka sem si kufar sobom prinesel, ka ma vse to notri spravila, ha? Evo. Kje se še lahko oblečeš in obuješ za manj kot 10 evrov? Kupiš poceni posodo, porcelan, kos pohištva, vse za otroke. Oddaš stvari, ki več ne potrebuješ. In še popravila oblačil in pohištva nudijo. Vse to v centru ponovne uporabe v Ormožu, na Vrazovi 9, vsak dan med 8 in 16 uro. V CPU oddam odvečno in dobim kakovostno. To je res enkratno. Micika, gledaj, toto pohištvo je tudi na oddajo. Gledaj, kak jaz lepo, v toti stol pašen, ha? Samo noga pa to je zmizane, ne? A ti bo, da si glih ti, veš.
Novo v Ormožu, trgovina z gradbenim materialom Sejateh na Ljutomerski cesti 39. V trgovini Sejateh ponujajo vrsto kakovostnega in cenovno konkurenčnega gradbenega materiala priznanih proizvajalcev na trgih Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije. Ponujajo vse za gradnjo in dom, kompletno ponudbo elektromateriala, pleskarsko orodje, barve iz mešalnice barv, betonske in opečne izdelke, kritine, različna orodja, vodovodni ter kanalizacijski material in drugo. Ugodne ponudbe, kvaliteten material in konkurenčne cene vas bodo prepričale. Povpraševanje lahko preprosto pošljete na elektronski naslov trgovina@sejateh.si. Lahko tudi pokličete na telefonsko številko 051 250 318. Lepo je tekmovati, še lepše premagovati fante. Sem Manca Katrašnik, sem članica AMZS. Kaj pa vi? Članite se, tudi vi. AMZS, pravi prijatelj. Toliko za danes. Vabljeni k ogledu oddaje Utrip Ormoža iz arhiva. V nedeljo bo na sporedu oddaja z 3. julija 2001. Nova oddaja pa že čez teden dni. Srečno, do prihodnjič.